Leto 2012 je bilo v bistvu glede izbrisa prelomno. Junija leta 2012 je Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice izdal sodbo v zadevi Kurić proti Sloveniji, kjer je v primeru 6 pritožnikov v bistvu sodišče presodilo, da je Slovenija izbrisanim kršila pravico do družinskega zasebnega življenja, kršila pravico do učinkovitega pravnega sredstva, sodišče pa je v bistvu ugotovilo tudi diskriminacijo izbrisanih. Vsebinsko gledano gre za konec pravne poti, gre za zmago pravičnosti in s tem se pravni boj izbrisanih na tej simbolni ravni tudi končuje. Žal pa to še ne pomeni nujno, da se končuje tudi politični boj izbrisanih. Sodišče od države zahteva vzpostavitev posebnega sistema odprave krivic, žal pa smo zelo zaskrbljeni, kajti maja 2013, torej slabo leto po izdaji te sodbe, na mizi še ni nekih konkretnih ukrepov, konkretne vsebine, ki naj bi sodbo tudi izvršili. Ja, dejansko je to zelo težko komentirati, ne? Niti ne moremo presoditi, kako se država loteva razreševanja izbrisa oziroma implementacije te sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, kajti na mizi nimamo vsebinskih ukrepov. Do danes, do maja 2013, država ni predstavila niti enega vsebinskega ukrepa, niti ni javnosti predstavila vsebine načrtovanih sprememb zakonodaje. Poleg tega bi tukaj opozoril tudi na to, da se niti prejšnja vlada Janeza Janše, niti sedanja vlada Alenke Bratušek do danes še nista niti srečali z izbrisanimi in v bistvu tako nista mogli pridobiti niti mnenj izbrisanih, njihovih zahtev, potreb ali želja. Tukaj bi morda opozoril tudi na primer Alija Beriše. Gre za enega izmed 6 pritožnikov, ki so na sodišču zmagali. Ali Beriše je dobil povrnjen svoj status stalnega prebivalca, prejel je sicer tudi odškodnino in človek bi mislil, da je s tem njegov primer zaključen. Žal temu ni tako. Ali Beriša ostaja v Nemčiji, kajti njegova žena in njegovih 5 otrok mu v Slovenijo ne morejo slediti. Razlog je v bistvu absurden, kajti leta 2010 sprejeta statusna zakonodaja glede izbrisa družine izbrisanih ne šteje kot žrtve samega izbrisa. Recimo otroci izbrisanih, če si hoče povrniti status, morajo biti rojeni v Republiki Sloveniji, kar pa je v bistvu nemogoče, če vemo, da so slovenske oblasti veliko izbrisanih tudi prisilno odstranjevale iz države. In ti otroci se seveda niso mogli roditi v Sloveniji. Absurdno je zdaj to, da je Ali Beriša na Evropskem sodišču zmagal prav zaradi kršitve pravice do družinskega in zasebnega življenja, hkrati pa država pri napovedih ukrepov, če tudi so skopi, odpiranja statusne zakonodaje sploh ne predvideva. Ko sem se z Alijem Berišo konec leta 2012 pogovarjal, me je v joku vprašal, po kateri logiki sem sedaj jaz zmagovalec. Ali Beriša se lahko v Slovenijo vrne samo sam, če dejansko zapusti svojo družino. Če je to primeren način odprave krivic, pa naj vsak presodi sam.